Mama se živcira, na te se že prah nabira, tudi oče se zadira. Zmigaj, zmigaj, zmigaj se, nikar ne reci, vuk ne piši, na igrišče jo pobriši, da bo mir pri vaši hiši. Reci, zmigaj se. Ja, sem dober spal. Ta gorski zrak mi je dober del. Žujo, gotovo zanima, kje sem. Na vsak način nisem v indijanskem rezervatu, čeprav sem si sposodil idejo za šotor. A ni lep? Od nekdaj imam rad indijance. No, to noč nisem plesal z volkovi, čeprav sem sredi divjine na Kozjaku. Točneje na Velikem Boču. Dogovorjen sem skupina otrok, pa s Crgom in Puhom, ki sta mentorja skupini. Tukaj na zemljevidu imam označen A. Upam, da sem na pravi lokaciji. No, bom še malo počakal, ki smo dogovorjeni. A čez bom pa čaj pripravil. Živijo! Nima Petra! Kaj si ga skupil? Pozabil sem vam povedati, otroci in mentorja so iz centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Specialisti za preživetje v naravi in od njih se bomo sigurno veliko naučili. Ja, jaz bi predlagal, da mi tega kotička ne zamenjamo, zaradi tega, ker imaš ti neprimerno okorišče. Gozd je blizu, tako okorišče pa ne more biti. No, razen tega pa je stvar, kaj s Petrom. Jaz ga že celo jutro čakam, pa ne vem, kje hod. Po mojem se je zgubil. Najboljše je, da se razdelimo dve skupine, ti greš nabrat rože za večer, mi pa gremo Petra peskat. Vse za to. Bom še z vami pa ga poiščemo. Dobro. Ja, velja, pa toči. Ptica hodijo za menoj. Tako, ti toči, ki te ti prej z mano, greš z mano, ne? Ja? Gremo. Gremo. Sem pa frika, v prvo sem našel tole zbirno mesto. Namreč tu sem zmenil s Crgo, s Tepuhom, otroki in pa Urošem seveda. Tukaj pa res the best. Ko v Orlovem gnezdu. Pravi vikend na drevesu. Apartma vam rečem. Se poznate tisto Rousseauovo načelo, nazaj k naravi. Tega se jaz držim. Pa se ne bom več hvalil. Le kje tiči ta tipček Uroš? Ma skozi bi nakladal tisti svoji zgodovini, orientaciji pa nima pojma. Tisto Puh, kaj misliš, če se Peter te na travnikih izgubil? Ne vem, ne bi rekel, šotorna ni nobenega videti. Zmenili smo se pa, da bo imel postavljen šotor. Otroci, vidite kak šotor? Po gozdu smo li zmenjeni, ne? Ja, po mojem je sigurno kje v gozdu, ampak zdaj, če smo ravno tukaj na Planem, bi si pogledali, kako se orientiramo s pomočjo zemljevida in kompasa. Magnetna igla na kompasu, ta rdeča označena, samo kaže sever, se pravi, sever je pred nami. In če pogledamo zdaj situacijo na zemljevidu in primerjamo v naravi, vidimo, da je tale črna pikica domačija Strnat, tale črna pikica je domačija Šelje, tam pri onih topolih, in tale številka 649 je hribček, tamle čez, ne? In če to povežemo črte tam, kjer se prekrižajo, dobimo točko, kjer se nahajamo mi, tole je pa tukaj. Če pa nimamo karte, pa kompasa, se orientiramo tudi tako lahko, da pogledamo okoli po hribih, pa vidimo, da so na severni strani bolj strmi poraščeni, na južni pa bolj položni pa ne poraščeni. Ja, točno tako je. Kaj pa če smo v gozdu, kako se pa tam orientiramo? V gozdu se orientiramo po drugih namenih, ampak to se bomo pa gledali v gozdu. Pa kar gremo naprej. Petra bomo tako našli v gozdu. Ja, upam. Otroci, to je Arman. Ja? Ta Arman bomo vzeli za čaj in za solato.
tem, da bomo nekaj listkov dali v solato, nekaj cvet bomo pa dali v čaj. Tem, da se uporablja za želodec, pa za čiščenje krvi. Listke pa lahko rekli, da lahko v solati uporabimo, oziroma cela zel se za čaj uporablja. Listki se pa lahko uporablja tudi za, spražimo z jajčkom, naredimo tako dobro omleto. Otroci, to je materina dušica. Ta materina dušica se uporablja za pomiritev in za čaj in za izkašljevanje. S tem, da raste na vrtu podobna rastlina, enaka rastlina, ki se imenuje timijan in se tudi drugače imenuje vrtna materina dušica. No, otroci, predno gremo v gozd, pa se bomo gledali še en način, kako določimo strani neba. Kdo uro na kazalci? Mi posodi moja je neprimerna, ker ima na številke, se pravi, to je digitalna ura, moramo pa imeti tako imenovano analogno uro. Prime malo zemljevid in zdaj pogledamo način, kako določamo. Mali kazalec usmerimo v smeri proti soncu in sredina med malim kazalcem in številko 12 je smer juga. Ker pa smo čas pomaknili za 1 uro naprej, moramo v tem primeru obrniti številko 9, se pravi za 1 uro nazaj proti soncu in sredina med 9 in 12, se pravi med tema številkama je smer juga. Če zdaj primerjamo to z kompasom, ugotovimo, da je smer majhnega kazalca, ki je točno med tema številkama in smerom črnega kazalca na kompasu popolnoma enako. No, zdaj pa gremo globje v gozd, pa smo gledali še ostale stvari in poiskati moramo Petra. Zdaj vi bi to planili, pa bi kar začeli te jagode nabirati, ne? Jaz bi pa vam predlagal, da kadar prijete na travnik, da tako ne planete, da najprej dobro pogledate okrog sebe, ker je lahko zraven jagod tudi kakšna žival, tako tudi kakšna kača. Kače pa mi imamo dvojne slovenijski so strupene, ne? To so gadi in modrasi, ne? In zato, ker bi lahko kakšna kača bila, se pravi, da moramo dobro pogledati, da na sebi kakšna ugriznila, ne? S tem, da drugače se ta rastlina ne imenuje jagoda, ampak se imenuje jagodnjak. Na njemu pa raste jagode. Uporabljam pa lahko mlade lističe, uporabljam lahko v solati. In potem, ko boste se vi najedli teh jagod, boste nabrali nekaj mladih lističev, tistih svetlo zelenih, tisti so boljši, tisti so pravi za solato, temno zelene bomo pa v čaj dali. Jagod ste se najedli, pa zdaj prejmo dalje. Glejte, ustavim se malo. Tukaj ta rastlinca se imenuje oskovistni trpotec. Tisti svetli listki so za solato, temni listki bodo prišli v čaj. Drugače se pa ta rastlina lahko za solate ali pa za kakšne pripuhe uporablja in za čaj. Za čaj je pa dobro zato, da lahko čisti pljuča. No, oskovistni trpotec se uporablja še za razkuževanje ran. Recimo, samo takrat, ko ga uporabljamo, moramo to malo natreti, zaradi tega, da iz njega priteče sok. Taki vidite, kaki sok tukaj ven teče, ne? No in potem ga damo na rane. In to je zelo dobro antibiotično sredstvo. Pravi, da zelo dobro razkužuje rane. Zdaj imam pa počas že dosti tega balkončka. Že 4krat sem to dekal okrog obrnil. Le kje se ubirajo? Pa kje je ta tipček? Vendar mi je malo, si ga šel iskat, pa mi je neugodno zaradi mojih gostiteljev, ker sem tukaj z njimi zmenjen. Kaj, nej čakam ali nej čakam? To je zdaj vprašanje.